Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes v moji družbi ženska s posebnim imenom in posebno življenjsko zgodbo. Velik del mladosti je preživela v tujini, po nekaj letih pa je življenje spet pripeljalo nazaj v Ljubljano. Razpeta med Parizom in rodno Brudo, igralka na gledaliških in televizijskih ekranih, z mano je Gorka Berden, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Petra. Dogovorili sva se, da se bova tikali, da bo pogovor lažje stekel. Pa bi za začetek te prosila, preden se zapodiva v debato, katere 3 predmete si prinesla s sabo, da te malo bolj spoznamo skozi njih. Kaj si nam prinesla? Torej, mogoče bi začela najprej z babičinim prstanom. In sicer res nosim zelo malo nakita, ampak ljub mi je družinski nakit, to se pravi od babice, od mame. In ta je od babice, ki ne samo, da mi je res všeč, ampak nekako sem se odločila, da bo to ta prstan, ki me bo pomiril, kadar je treba, ki me bo prinesel srečo, kadar je treba, tako da ga zelo rada v bistvu nosim ob pomembnih trenutkih v življenju. No. Tako nisem sicer vraževerna, ampak ne vem, nek tak predmet je, ki mi je zelo pri srcu in s katerim se počutim varno. Družinska dediščina. Družinska dediščina, ja. Je imela tudi babica kaj teh igralskih talentov? Ne, babica moja je bila pa modistka. To se pravi, izdelovala je klobuke. To se pravi tako bolj, modni človek. Se je kakšen ta modni kos njen še pojavil v tvoji garderobi, kakšen klobuk? Mislim, da ne, ker so bili pač že tako malo, kako ne rečem, kakšen se bi še, ampak malo so tako starikavi mogoče, imam pa od nje neko kuno, s to stačkami pa z gobčkom pa to, ampak je spravljena v omari. Rizično v teh časih, da bi to z ulico oblekla. Naslednji predmet? Naslednji predmet je knjiga v francoščini, zato ker čeprav zadnje čase se mi zdi, da zelo, premalo berem, bi rada več, ampak zelo rada pa berem v francoščini, zato ker zdaj že 15 let, odkar sem se vrnila v Slovenijo in jezik se žal zgublja, če ga redno ne govoriš. In sem opazila, da to, da berem v francoskem jeziku, da me nekako, da ohranja zame jezik živ. To se pravi, da ga ne bom mogoče tako hitro pozabila, kot se bojim drugače, da bi ga, tako da zelo, zelo rada berem v francoščini. A kdaj si bila nazadnje v Parizu, v Franciji? Zdaj bo pa že, pišu, 2 leti pa pol, če ne še celo več. Ja, kaj planiraš? Bo čas, ja. Srce vleče tja. Že prav po drugi strani je pa toliko še drugih krajev, ki si jih želim obiskati, da pol si rečem, a ima smisel, da se vedno vračaš nekam, ampak po drugi strani pa Pariz pol dom. Tako da se mi zdi pa še najboljšo prijateljico imam tam, da se moram na vsake 3 leta, da je nek čas, ko se rada vrnem. K Parizu se bova tudi midve še vrnili. Tretji predmet pa je čajček. Tretji je pa čaj, ampak je večerni čaj, to zelo zeliščni čaj. Jaz izredno rada spim. Spanec se mi zdi tako kapitalnega pomena za moj dobrobit in vedno pred spanjem si naredim zeliščni čaj. Ne morem zaspati brez v bistvu zeliščnega čaja. Tudi ne vem, je neka pomiritev, neka toplina. Ti pomaga Ja. Je kakšen poseben ali katerikoli? Ne. Zeliščen. Zeliščen mora biti nujno, seveda, da ni pravi, ker bi naredil obraten efekt. Jih pa rada menjam, tako da v bistvu vsa zelišča, tudi kakšne ingverjev zvarek ali pa sam, da je zeliščen. Gorka, za začetek, zdaj po teh 3 predmetih bi pa besedo 2 namenila tvojemu zanimivemu imenu. Že preden smo začeli snemati, smo se pogovarjali. Ti in tvoja sestra imata taki res netradicionalni imeni za slovenska tla. Res je. Sestri je ime Čila, ne? Čila, ja. Ti pa si Gorka. Tako. Starši so verjetno vam razložili, kako je prišlo do izbire teh imen. Ja, predvsem vem, da je to bolj mama zbrala in celo neka zgodba kroži, da je bil moj oče takrat, to je bilo v 80-ih, da mu je bilo tako naroden, da je hčeri ime Gorka, res, da si svojim badmintonskim kolegom en mesec ni upal povedati, kako je hčeri ime. Ker to je bilo za tiste čase tako nekaj nezaslišanega, in on je badminton treniral in takrat so ga spraševali, no pa kako je pa hčeri ime, pa da nismo se še odločili, ne vem. Skratka, da je rabo kar nekaj časa. Čila je pa tudi mama nekako za tem, ampak mislim, da takrat se je sprijaznil ženo. Prihaja pa res iz tega, to se pravi Gorka, Gorko, Čila in zdrava. Meni se zdi to recimo zdaj
krasno, pač blazno fajn, medtem ko kot otrok sem trpela, res trpela, to so bile Maje, pa Špele, pa zraven Punčka, pa Maša, kako pa je tebi ime, Punčka, kako ti ime, pa Rja nisem znala reči, kar pomeni, da je bilo pol Goca ali pa Gojka, pa to tako da. Vse je šlo narobe. Vse je šlo, ampak zdaj super. Pa prej si tudi rekla, ko sta vam hodili sestro in se predstavljali, da niso bili čisto sigurni. Ne, to je bilo velikrat, če je to vzdevek, to je bilo velikrat, ne. Ja, a to ima sta vzdevka, kako vam je pa res ime, ljudje kar težko verjamejo nekako, ne. Tako posebno, kot je tvoje ime, je pa tudi nekako tvoja ta življenjska pot. Daj mi malo prepoveduj o mladosti, ki je šla v tujino, ne? Ja. Kdaj si zapustila Slovenijo in zakaj? 15. To se pravi občutljiva leta, res občutljiva leta. Je bilo težko takrat? Zelo. Jaz sem imela res svoj minimundus tukaj. Mislim, vse. To se pravi šola, baletna šola, prve simpatije, prijatelji, glasbena šola. In potem pri 15 kar nekaj tako iztrgano sem se počutila, res. Torej, mama je šla takrat moja postaviti prvo slovensko veleposlaništvo v Lizbono in kot pač odpravnica poslov in pač kar seveda starša ločena, to se pravi sestro, sva šli z njo, pri 15 itak pač ni bilo drugega in takrat vem, da mi je bilo res, na začetku res grozen, no, v bistvu, še enkrat, čist neko novo okolje, ki se ti zdi, pa če se tle ne bom nikoli prilagodila, pa ti prijatelji, ki so tako pomembni, pa nekako se gradiš v tistih letih, tako da bi rekla prvega pol leta, da je bilo zelo težkega. Jezika nisem znala, ne portugalščine, ne francoščine. In pol preden sem jaz pogruntala, da v bistvu je pa lahko to nek velik privilegij, pa da v bistvu pa ne pač hudo klele sem v Lizboni, super ljudi imam okrog sebe, super šola, super okolje, pač takrat je bila Lizbona, Portugalska krasna. Pač to je bilo v 90-ih, nekako tako nostalgično miren svet, tako so bili prijazni, tako se nekako, da bi se življenje nekaj malo ustavilo, tako da v bistvu zelo prijetno in enkrat, ko sem spremenila videnje, je bilo pa v bistvu samo še navzgor, no. Zdaj šle ste z mamo in sestro, ste postale takrat take zaveznice, verjetno, ko greš v ta širni svet, moraš imeti zavezništvo. Absolutno, ampak prav to, kar si rekla, pač zaveznice. V bistvu že prej so bili sestro, tako čeprav imamo veliko razliko v letih, ampak se mi zdi, da to res poveže, no, da smo res pač prav to, še vedno 3 zaveznice. Lizbona pa ni bila končna točka, ne? Potem ste šle v Štrasburg. Tako je. Koliko časa ste tam živele? Štrasburg, mama pa sestra 4 leta. 4 leta. Ali je bilo 3 leta, jaz sem pa ostala še 4. Jaz sem ostala še 1 leto več. Pol sem šla pa v Pariz. To se pravi, Lizbona je bilo 2 leta, pa pol sama tako. Štrasburg je bilo 4 leta, Pariz pa sama zato, ker sem ne samo želela v Pariz, ampak pač na to dotično igralsko šolo. Pariz je bila pa itak ljubezen mojega življenja, tako da one dve sta se vrnili nazaj, jaz sem šla pa v Pariz. Zdaj sliši se tako idilično, študij igre v Parizu, romantika, raziskovanje. Kako je bilo v resnici? Kako se spominjaš teh let? Je tako romantično, kot se sliši? V bistvu zdaj, ko pogledam nazaj, je točno tako, ker se mi zdi, da imamo ljudje to neko tudi dobro lastnost, da se včasih spomnimo radi teh lepih stvari, pa da mogoče te malo bolj travmatične kar na stran damo, čeprav nič ni bo res travmatičnega, ampak jaz imam izredno lepe spomine na ta leta, zelo lepe spomine. Kot prvo študijem sem bila zadovoljna, moje 2 najboljši prijateljici sta bili tam, ena iz Slovenije, ena iz Portugalske, z eno sem celo živela, tako da pač sem bila nekako obkrožena, ker drugače si lahko kar zgubljen v takih velikih mestih. Vem, da ljudje pridejo in so po parih mestih v bistvu čist depresivni, ker pridejo v ta velika mesta, kjer nobenega ne poznajo, kjer je okolje tuje. Jaz sem bila pa nekako dobro s tem podkrepljena, pa res, mislim, rada sem imela to mesto, to hodiš okrog pa se čudiš, žurali smo ga veliko, pa neko slovensko prijateljsko druščino smo si tudi ustvarjali, tako da smo bili kar taki pajdaši, no. Tako da, kdaj, kar bi pa rekla negativnega, pa to, recimo, koliko se voziš okrog z metrojem, da prideš do kakršnekoli destinacije, kako si res včasih lahko usamljen,
na trenutke, ne, ko vidiš, da si v bistvu samo eden v tej nepregledni množici, ki se vsem sam mudi, pa se tako malo počutiš mogoče nerazumljenega ali pa se še bolj zavedaš svoje majhnosti, no, mogoče tako. Ampak drugače pa krasna leta. Res se počutim zelo privilegirana, da sem jih lahko doživela, no. Kakšne pa so tam priložnosti za igralce, sploh ne tiste, ki niso iz Francije? To je pa druga zgodba. To je pa v bistvu, jaz sem gledališko igro doštudirala in mi smo potem imeli kompanijo, takoj ven, to se pravi, s parimi ljudmi narediš neko kompanijo, kako bi to bilo, kot neko trupo, kot neko grupo v bistvu, s katero deluješ in kreiraš pol predstave, tako da to je bilo fino. Ampak kar se pa tiče dela, si pa res to, ko sem prej rekla, eden izmed milijon ljudi, ki so tam, zato da bi jim ratali kaj v tej smeri. In pač castingov je v bistvu malo, če si iz, bom rekla, kjerekoli slovanske države, se te potem hitro prime pač to, daj ti boš pa igrala mogoče neko lahkotnico, pa daj malo svoj naglas poudari, pa težko, čeprav sem imela jaz dober francoski naglas, še vedno neki malo ustane, ali pa samo, da slišijo, da si iz Slovenije, takoj te dajo v določeno kategorijo vlog. Tako da bi recimo en tujce tam potegoval za neko veliko vlogo v filmu, ali pa v kakšni gledališki igri, težko, v bistvu ne prideš zraven, no. Tako da mi smo potem, kar smo delali sami, dobili smo celo neko nagrado občine Pariz za eno predstavo, kreacijo, ko smo sami naredili, s tem smo dobili nekaj denarja, pa pač tako nekako se prebijaš, no. Ampak jaz sem zraven počela ful veliko drugih stvari, pač kar se tiče, zato da preživiš, ja. In en moment vidiš, da je res to težko, no. Razen, če nimaš ne vem kakšne sreče, ali pa da nekaj res prideš pravem trenutku na pravo mesto, pa da se ti nekaj odpre, je drugače enkrat, to je nek začaran krog, ki že misliš, da bo, pa ni, pa se pravim, ljudi je ogromno, no. Tako da, ja. Kdaj pa potem prišel ta klic, da se vrneš nazaj v Slovenijo, svojo matično domovino? Je to prišlo postopoma, je bilo to hipoma? Po mojem postopoma. Jaz sem bila skoraj 8 let v Parizu, to je 7 let pa pol. Mičken sem se ga najedla po določenem času, to se pač na začetku mi je bilo tako, če me zdajle ne vem, kdo prepriča, da grem nazaj, ni govora. Res je bilo Pariz, to je moje mesto, tukaj bom ostala. Pa se pa počasi to, ko vidiš v bistvu, kako je, spremeni mnenje, ne, če dalje bolje sem se vračala v Slovenijo, sem videla, pa se tlele v Sloveniji, pa sploh ni tako slabo. Kvaliteta življenja je neprimerljiva, ne. Tako da jaz sem to nekako čedalje bolj čutila. Pol je bilo pa tako, da mama in sestra, ki sta vmes tudi prišli v Pariz, 3 leta za mano, sta se vrnili v Slovenijo, to se pravi, skupaj smo bile spet, pa sta se oni dve najprej vrnili, pa sem spet ostala sama. Potem je bilo tako, da je šla moja prijateljica nazaj, ta iz Portugalske, potem sem tukaj spoznala enega fanta in so bile 1 leto tako nadaljavo, ne. In potem sem si jaz rekla, po 1 letu, dajmo probati tole vseeno, če bo šlo kam, ne, da ne bo vas kost takole na distanci. In sem potem se v bistvu preselila nazaj, ampak pustila vso svoje pohištvo v eni kleti, pri nekom, za vsak slučaj, bančni račun odprt, vse to, se pravi, jaz sem šla, kada grem na malo daljše počitnice, sem si rekla, če ne bo šlo, bom šla pa nazaj, ne. In potem je šlo in sem po 1 letu, v bistvu po 1 letu šele zaprla francoski račun in prepeljala stvari svoje iz tiste kleti, no. In to je to in ostala takrat. Zdaj, zaenkrat sem tu. Zdaj, ko sem se malo pripravila na intervju, ko si se vračala v Slovenijo, pa vendarle človek bi pričakoval, da bo vse rožnato, ne, izkušnje v tujini, v Sloveniji te bodo sprejeli odprtih rok s temi bogatimi izkušnjami, pa ni bilo tako rožnato, ne. Si morala poiskati tudi tukaj svoj prostor pod soncem. Absolutno. Čeprav moram povedati, da jaz sem po enem mestu, ko sem se vrnila v Slovenijo, tako da sprobam malo, kako je tukaj, v bistvu se udeležila neke avdicije in je takrat Brane Završan iskal 3 igralce za neko svojo otroško predstavo. In v bistvu sem jaz dobila to predstavo otroško tako po enem mestu, po povratku, in meni je bilo tako, kaj se pa jaz matram tam v Parizu, pa veš, mi klele pa pridem, pa neka začetniška sreča, ne vem, ker Brane Završan, on je tudi študiral tudi v Franciji, pa mogoče tudi, da se je zgodil pač nek deklik, mislim, da je bilo, ne, ampak tako zelo sem bila zadovoljna, tako da smo začeli pol delati in to predstavo tudi veliki igrali, tako da to je bilo nek ta zagon prvi.
Ampak pol pa seveda mene noben ni poznal, mene ni bilo 15 let, to se pravi, s 15 sem šla, s 30 sem nazaj prišla. In pridati in tle začeti zdravo, jaz sem študirala, rekel, to je ne, v Sloveniji ne samo, da so res koncentrirani zelo na AGRFT, da v bistvu te študenti iz tujine jih nekako zelo redko dobijo kakršnokoli priložnost, zlasti kar se tiče gledališča. To se je zelo spremenilo v zadnjih letih, ker se snema veliko serij in filmov in potem pridejo na do svojih vlog tudi igralci, ki so študirali v tujini, medtem ko gledališčniki ne prideš zraven praktično. Ker je ta ustanova AGRFT v bistvu nekako sveta pri nas in potem vse, kar je izven, je kot da pač ne bi bilo, no? Kot da ne bi v bistvu študiral igre ali pa pač te ne poznajo, pa ne vejo, kaj pričakovati od tebe, ne? Tako da moraš zelo, jaz sem res skozi leta nekako gradila to, da si rečejo ljudje, pa sej mogoče pa je sposobna ali pa pač dobro dela ali pa je nadarjena, ampak mislim, da je to samo res z izkušnjami in z dobrim delom nekako, da prideš do tega, no, tako se meni zdi. Si imela kdaj občutek, da te malo zviška gledajo te slovenski profesionalci? Ja. Ta pariška šola ni bila dovolj dobra? Mogoče to, no, čeprav še enkrat moram reči, tudi tukaj, jaz sem pol 2 predstavi delala z tukaj pač igralci slovenskimi iz AGRFT-ja, pa nikdar nisem dobila občutka, da bi bilo, kaj ti tle delaš zraven. Tako da pišuka, mogoče, da sem imela srečo, kar se tiče soigralcev, ne, da sem nekako, ampak pa spet pa je bilo pa to mim, pa recimo ni bilo nič, ne, in tako veš, da te ne bo noben slovenski režiser povabil zraven, prav zares, pa še manj, da bi jaz igrala recimo v kakšnem državnem gledališču, ne, to je ta problem tudi, da v bistvu ni šans, da bi te državno gledališče zaposlilo, če nisi študiral, ali pa je treba delati pol magisterij, pa diferencialne izpite, pa tako naprej. Ampak se mi zdi, da tukaj je tako zelo to res nekako ustoličeno, kar se tiče gledališča, ali pri nas, ali pa ne. Res, še zdaj v bistvu je težko priti zraven, no. So ti pa prišle na pot številne druge priložnosti, ne? Se mi zdi, da te je tako širna Slovenija spoznala s to vlogo Miše, ne? Ja. V seriji Da, dragi, da, draga. Kakšna je bila to izkušnja? Takrat sta soigralcem Lotosom, Vincencem Šparovcem postavljala ogledalo, ne, Ja. slovenskemu odnosu. Kakšna je bila to izkušnja? Krasna, res krasna, čeprav se pa sva naporna, tako naporna, v smislu, da to je bilo res kar naenkrat, mi smo snemali, jaz sem zelo vesela te vloge, ampak to smo mi snemali non-stop, smo po cele dneve, ves čas, s tem, da zelo velikrat za vikende, zato ker na lokacijah, na katerih smo snemali, je bilo treba, da so zaprte, ne, to se pravi, vse, kar je bilo pač, ne vem, nekih javnih ustanov, pa to je bilo za vikende in jaz se spomnim, da en moment, to se pravi, pol leta mislim, da smo snemali non-stop, ali pa kakšen dan vmes, da je bil frej, jaz sem bila v nekem takem lupu tega, ki je tako, kaj, ne spiš dost, ampak je pa krasna izkušnja je bila, no. Res, zato, ker še enkrat, ekipa je bila fenomenalna, to sta bila Ven in Dafna Jemeršič, sestra in brat, in tako cela ekipa, ta smo se blazno poklopili, tako da je bilo res neko družinsko zelo, to sem se dobro razumela, in v bistvu vsak dan prideš, danes smo pa tukaj, danes smo pa te teksta ogromen, ker smo posneli ne vem koliko teh scenic, teh skečov na dan, tako da to je bilo pač en moment, jaz vem, da sploh nisem se imela časa zvečer več teksta učiti, ampak jaz sem zjutraj prišel in sprot sva z Lotom, torej pred sceno sem, dajva parkrat ponoviti, si se naučil, ja, zre, gremo, tako da, ampak ja, drugače pa lepa izkušnja, no, lepa, tako se mi zdi, da ja, da to se redko zgodi, da dobiš neko tako veliko vlogo, mislim, ali pa tako, da nekako ljudi zaznamuje, vem, da so mi takrat govorili, koliko radi to gledajo, pa kako se poistovetijo s tem, pa tako da... A si se sama kdaj poistovetila z Mišo? Kakšna si ti kdaj podobna v obvezah? Absolutno. Sicer večinoma vem, da sem tako gledala, vedno sem rekla, tale Miša, toga pa zdaj mogoče malo serije preveč, da se mi je zdelo, da marsičem pretirava, ampak sigurno sem se kdaj tudi jaz našla noter, seveda se tega je bilo toliko, da absolutno pride do momenta, ki si rečeš, tole sem pa jaz tudi tako.
upam pa, da ne preveč, no, ker je bila kar naporna. Je bila kar naporna, kdaj sem iskala pravo besedo. Pa je bilo to neko ogledalo, takega poprečnega odnosa slovenskega, ste lovili ta trenutek? Ja. Absolutno, ja. Se mi zdi, da res tako vsak se je lahko najdu v temu, no. Se pravi, mogoče ne vsem, ampak v določenih momentih, absolutno vsak par, mislim, da se lahko najde v temu, ja. V teh dialogih, ne, ki ste gradili ste predvsem na dialogu. Na dialogih pa bilo je včasih malo bolj duhovito, včasih malo manj, ampak predvsem je bilo mišljeno, da je humorno, ne. In mislim, da je bilo, no. Meni je bilo žal, sicer ko smo nehali, je bilo tako, pauza, ampak pa je menil nekaj časa in je bilo pa kar žal, da nekako nismo šli v drugo sezono. No. Se ti zdi, da je bila to tista prelomna točka, ko je vseeno malo bolj ta komercialni, širši del publike te spoznal? Absolutno. Jaz sem prej, recimo, tako se mi delala bolj off gledališču, recimo predstave sem delala v Gleju, ali pa recimo v Mladinskem gledališču, v Novem mestu. Mislim, je bilo vse tako bolj tako neko res dramsko gledališče. Po temu je pa prišla komercialna plat tega poklica in kar je prineslo dobre nove priložnosti, absolutno, in tudi ljudje te prepoznajo, ampak se mi zdi pa, da je nekako šlo to v drugo smer, pa da včasih pogrešam, da bi šla nazaj, bi kar nekaj malo bolj dramskega, no, si želela spet, ali pa kakšno bolj eksperimentalno gledališče, ali pa to je pa nekako kar takrat se je nekako kar razblinilo, no. Tako malo, da ali to, ali pa to, ker obojega ne moreš. Težko oboje, da te obe publiki sprejmeta. Tako pa ne jaz bi si tega najbolj želela, ampak točno to, kot da zato, ker si šla v komercialno pot, tega zate nekako ne bo, no, tak občutek sem dobila. Ali pa mogoče ljudje mislijo, da si niti ne želiš več, ne, to, da mogoče ne pa pol pop TV, pa vse te pa to, kot da se malo prodaš tej pop kulturi. Ampak Ja. Si pa želiš nekoč delati resno gledališče, ne? Noro, res. Zlasti zdaj, ker se mi zdi, da delam veliko komedij, jaz sanjam o kakšni drami, tragediji, res, tudi zelo bi delala kakšno dramsko vlogo, težko vlogo. Ampak trenutno pa z Rebeko Dremelj postavljate točno tako komedijo, sproščeno, za sprostice, za lep večer, točno na odre, Šminka in sekirca. Kako si padla v to vlogo? Ne vemo, da si malo kasneje se pridružila ekipi. Helena Blagne je bila v osnovi planirana, potem pa si ti prejela klica. Kako je bilo? Kako se je zgodilo? Ti boš Helena Blagne številka 2. In stopila si v njene čevlje. Ne, oni so imeli sicer res že vaje, mislim, da mesec in en teden ali mesec pa pol, ko se je Heleni zgodila neka družinska zagata, no, tako naj rečem, tako da je morala prekiniti ta proces in potem so baje razmišljali, torej, koga lahko oni dobijo, da bi bil v nekem tem kovu Helene Blagne, kar je v bistvu praktično nemogoče, ker je le slovenska diva, ne. In potem so si rekli, če hočemo mi to zdaj vse speljati, pa da bo nekdo naredil dokaj hitro, nadomestil izgubljen čas, da so se potem usmerili v neko igralko profesionalno, da so opustili to, da bi bila to pevka in so rekli profesionalna igralka in da so se dokaj hitro spomnili name, kar moram priznati, da sem zelo, zelo res počaščena, mislim, tako se mi zdi vedno lepo, ko se ljudje spomnejo name in so me poklicali in če bi imela čas in je pa res, da tudi je prišlo zelo v nekem pravem momentu zame, no, zato ker smo naredili neko drugo komedijo konec prejšnje sezone, ki ni imela toliko gostovanj, kot sem jaz mislila, da jih bom imela. Jaz mislim, da bom veliko bolj časovno vzela nekako, da bom časovno veliko bolj zasedena, tako, in pa se ni izkazalo in sem imela v bistvu ful časa, da sem res lahko na hitro skočila in sem blazno vesela, res. Taka neka priložnost je, tako kar naenkrat pride in je ne pričakuješ in potem se izkaže še, da je
krasna izkušnja, da res lahko rečem samo dober in o ljudeh in o Rebeki, tako da sem res vesela, no? In režiserka je super, nekako se tako poklopijo včasih stvari v življenju, se mi zdi, in tukaj se je. To večkrat rečeš, da greš rada s tokom, da niti ne planiraš stvari. In to se ti je res zgodilo, ne? Točno to. In sedaj kar naenkrat ni več časa verjetno, ne? Kako potekajo te priprave, vaje, vseeno si upadla sredi projekta. Ja. Je bilo težko? Na začetku ja, ker sem vedela, da se mene čaka. Torej vse to, kar so one že naredile, vaje, ki so jih imele, da sem morala sam čim hitreje nadomestiti, to se pravi tekst, premike, tekst, kam, kje, či sem bila v neki paniki, dobri delovni paniki, v smislu, hitreje bom dohitela, hitreje bova lahko šli naprej skupaj. Tako da je bilo kar naporno na začetku, zelo vem, da sem popoldne kdaj prišla domov, takole usedla, sem takole strmela, sem rekla, a bo šlo, tiska si čist nekako spraznen, no. Pol pa enkrat, ko sem jih ujela, super naprej, krasen proces. Zdajle je pa moment, ko se je začel tudi ta promo, pa to tako, da se mi pa zdi, da sva spet v temu, ne, ta televizija, ta radio, gremo to fotkanje, tako da, ampak je pa zadnja ciljna črta, no, petek začneva in... Imeli ste prav posebno medijsko predstavitev sredi gozda, ne? Daj povej besedo dve, no, o čem sploh gre ta predstava Šminka in sekirca, da bodo malo najni poslušalci, gledalci dobili občutek, kaj sta pripravili. Torej, gre za komedijo, ki se dogaja v gozdu in moja vloga je Viktorija, to se pravi razvajena mestna dama, ki pride na tečaj preživetja v gozd. Ona zaradi ljubezni, v bistvu, bo predstava povedala zakaj, ampak zaradi ljubezni mora opraviti ta tečaj. Tečaj pa vodi vodička Branka, ki je Rebekina vloga, in to je pa tako, kako bi rekli, pač ženska sekira v roki, ki je vajena boja za preživetje, in ko dobi tole Viktorijo, ne, si lahko samo predstavljamo, pač za kakšen v bistvu dvoboj gre tukaj, čeprav ni dvoboj, ampak pripelje do zelo veliko komičnih situacij. Ona me vodi skratka skozi to gozdno pot, na kateri je veliko preprek in veliko komičnih situacij, in potem gre za to, pač kako se v bistvu navidezno dve zelo različni ženski naj bi bili, ampak najdeta mnogo katero podobnost, ne. Je to zgodba o prijateljstvu, je to zgodba o iskanju samega sebe, kaj je tisti podston te predstave? Vse to bi rekla, in zgodba tudi lahko rečemo o prijateljstvu, zato ker na koncu ti dve ženski seveda rajata kaj drugega kot pa prijateljici, ne. Tako da bi rekla, ja, zgodba o iskanju samega sebe, v bistvu najbolj to. Zgodba o tem, kako lahko samega sebe presežeš, kako lahko v bistvu greš čez to, česar si misliš, da si sposoben, kako lahko samo dokažeš, da si sposoben marsikaj več. Ne, to je v bistvu neka zgodba o pogumu, no. Eno tako klišejsko vprašanje, koliko gorke je v Viktoriji oziroma Viktorija v gorki, bi se znašla v divjini in preživela eno noč? Zdaj po vseh teh usposabljanjih. Jaz nisem preveč človek divjine, ne, sem tle, so si kar zelo podobni z Viktorijo, sem zelo mestni človek. Rada imam naravo, rada grem na sprehod v naravo, ampak ne maram recimo kakšnega kampiranja ali pa kakšnega tole, da bi me dal kdo za preživeti, kam ni govora, tako da glede tega bi jaz morala tudi iti preko sebe, no, pa si saj vem, da sem sposobna, ampak ni mi pa tako najljubše to, da mi nekdo reče, da gremo za en vikend kampirati v gozd, ne bi bila rajš ne bi, ampak če pa moram, bi pa šla, no. Kako ste se z Rebeko ujeli, ste se prej poznali ali ste zdaj skupaj prišli? Ste se že odprej poznali? Sva. Midva sva se spoznali na šovu Zvezde plešejo. Sta bili v isti sezoni? Tako, v isti sezoni na Pop TV in sva takrat že tako imeli neko dobro, tako se mi zdi, da sva se nekako razumeli dobro, da sva se nekako poštekali in da verjetno je tudi to nekako pripomoglo k temu, ne. Tako da ja, že takrat, ampak takrat smo vsi delali s svojim plesnim parom, nismo delali skupaj, ne. Ampak zdaj, ko sem jo pa boljš poznala, pač, mislim, sploh same dobre stvari lahko povem o njej, no. Res je, neverjetno je delavna, zagnana, to sem in tako že vedela odprej, ampak me je pa presenetila,
nisem si mislila, da ima toliko igralskega talenta, v bistvu že danega, zelo, pa tudi vse je pripravljena sprobati, nič nima tisto, to pa jaz ne moram, ali pa kako bo pa to izgledati. Gre, ona proba, vidi se, da je navajena odra, da je navajena publike, pa to nek naravni ritem za komedijo ima. To je zelo pomemben, ne? Pač jaz mislim, da komedija se nekako, če nimaš občutka za ritem komedijski, zelo težko se ga naučiš, ali te pa mora zelo nekdo voditi od točke do točke, ona pa to naravno ima. Tako da je zelo dobra soigralka, no. Res tudi preseneti me z marsičem, tako kaj pa je to zdaj kar prišlo odkot, tako da super. Zdaj predstava je verjetno že postavljena, sploh ko bo tale podcast predvajan, boste že v polnem teku igranja. Kaj vaju najbolj skrbi na odru? To, da ne bo odziva na tiste trenutke, ko mislite, da bo smešno publiki, to, da boste pozabili tekst. Kaj je tista največja skrb igralca pred premiero, pred začetkom? Jaz mislim, da največji strah igralca komedije je, da se ljudje ne bi smejali nič. To je tista nočna mora, ti si naredil komedijo, smeha pa ni. Pol si verjetno res nekaj narobe naredil, ne. Tako da to je ta primarni strah. Drug je pa, ki ga imam jaz osebno, obedve imava zelo veliko predmetov, stvari, s katerimi morava operirati na odru. In jaz sem nek velik kovček z 1000 stvarmi noter in v bistvu gre pol za te tehnične stvari, ki si rečeš, kaj če se tole ne bo odprl, kaj če tukaj ne bom našla tega, kaj če to ne bo postavljeno pravočasno. In recimo to je zdaj s tem, s čemer se jaz ubadam, ne, da si rečem, kaj bom naredila v tisti paniki, recimo, če se mi nekaj zatakne, pač kako naprej, ne, tako da so se zdaj zmenili, nič bojo že zimprovizirale, pa pač pol si rečeš, sam da ne bo, tako da to je zdajle moja velika ta skrb, pa pač to, kar sem že rekla, no. Kako dobra pa si v tej improvizaciji, ako vseeno, če gre kdaj kaj narobe, ti gre to dobro od rok? Ali imaš raje da gre vse po scenariju? Jaz imam veliko rajš, da se dela po scenariju, ampak potem po parih predstavah, ko si že nekako utečen, si pa dovolim, da grem izven, da kaj zimproviziram, ampak zato, ker je nekako ogrodje že tako postavljeno, ne, da ga ti poznaš in potem lahko izven pač zimproviziraš, ali pa predvsem se kdaj zgodijo kakšni trenutki takrat na tistem odru, tist večer, ki pripelje potem do improvizacije in to imam zelo rada, ampak ne na začetku. Na začetku se mi zdi, da je to ogrodje, nekako ta matrica, da je zelo pomembna in nisem jaz velik improvizator takole, ker mi na začetku me je še malo strah, pa se mi zdi, da bi znala kar zamrzniti, da bi recimo Rebeka veliko boljš improvizira. Ona kar nekako najde besede, pa kar gre. Jaz sem pa čakaj, tako nekako se pač neka ta panika začetna me zagrab, no, tako da mislim, da bi se znala izvleči, ampak rajš ne bi, no. Zdaj, če bo šel nekdo gledati prve te predstave, pa čez 50 predstav, se bo verjetno opazila razlika, ne, to je živa stvar. Absolutno. Predstava. Koliko pa je v tej konkretni predstavi prostora za kakšne spremembe? Koliko si dopuščate tega? Mislim, da kar dovolj, točno tako, kot si rekla, zelo dobro si povedala, točno predstave se preoblikujejo vedno. In celo jaz vedno rečem, da recimo po neki 20 predstavi, da bi bilo dobro, da pride režiser ali pa režiserka nazaj, pa malo stvari spet skupaj potegne. Ne? Čeprav po drugi strani pa nič hudega, ker se najdejo druge stvari in lahko so včasih še bolj komične ali pa še bolj zanimive. Jaz bi rekla, da tukaj v tej predstavi je kar veliko prostora za to, ampak je pa režiserka najina, Ajda Valcelj, se mi zdi, da postavlja tako dobro ogrodje, pa še enkrat to matrico, da v bistvu se stvari ne bodo preveč razmajale. Ne, ker se mi zdi, da če je režija slaba, da potem lahko velikokrat to nekako začneš časoma razpadati, kar zlasti pri komediji ni najboljš, ker komedija je vse en timing, stvari moraš štimati. Če imaš pa ti dobro ogrodje, dobro matrico, si pa lahko izven tega marsikaj dovoliš in se potem vrneš nazaj, ne. In to je pač idealno, kar se meni tiče. Kako pomembna je pa ta energija med režiserjem, režiserko in igralci, igralkami? Zelo, je pomembno. Zelo. Meni ogromno to pomeni. Dobra energija. In med soigralci in režiserji. Jaz moram priznati, da jaz zelo trpim, kadar ne vem, režiser ali pa režiserka niso, kako naj rečem,
v redu z igralci. Predstavljamo si jih tako filmsko, da so taki ostri, bolj kot gre proti premieri. Ja, več je nekega... Absolutno, ker je tudi več tenzije. Ampak meni se vedno zdi, saj se da stvari speljati na prijazen, lep, človeški način. Vsi smo skupaj v isti godli, ne? Bolj bomo drugega podprli, boljš bo, ne pa da v tisti paniki potem pridejo ven, ne vem, tuljenje ali pa kakšne ne vem, zamere ali pa, bom rekel, celo kakšne manipulacije ali pa to je, jaz res ne maram tega. Že stroga roka v smislu, ne, da jim delati pa to, ampak da te ista roka zna tudi pobožati pa pohvaliti, no, tako. Zdaj, če bi primerjala to režisersko delo v tujini pa v Sloveniji, kakšne razlike, ne, oboje si doživela, občutila, so pristopi drugačni? Ja, ampak se mi zdi, da zavisi res od samega človeka, od režiserja. Ne moram reči, zdaj ti ne moram reči, da veš v Franciji tak pa tak pristop, tukaj pa to. Res zavisi od režiserja samega, no, tako. Ti si občutila delo na televiziji in v gledališču. Te še kaj vleče ta televizija, kakšne mogoče filmske vloge? Je bilo tega že kaj, kakšne ponudbe, kakšen celovečerni film? Tega si, ja. To je verjetno tudi želja vsakega. Velika želja. Tako se mi zdi neverjetno. Pa tukaj sem zdaj že teh serij posnela, ne. Čeprav je res, da sem imela neko tudi nesrečo, da v bistvu tale celovečerni film pa Tako lep dan je bil, ki je bila v bistvu ta slovenska srhljivka, ki smo zelo dolgo časa snemali. Jaz sem imela noter vlogo, ampak je bila moja vloga v bistvu take vrste zelo krvave, dobesedno, in so potem spremenili žanr filma, to se pravi, odločili so se, da to ne bo grozljivka, ampak da bo psihološki thriller ostal, kar pomeni, da so šli vsi moji prizori ven. So bili izrezani. Izrezani, tako, ker je res bilo pač ne, v bistvu film se slabo prodaja, če je opisan kot grozljivka, veliko slabš kot psihološki thriller, tako da so vsi moji te krvavi prizori nekako leteli ven, tako da je to bila prva izkušnja. Druga je pa ta, no, ampak je pa zelo mala vloga zdajle v filmu Belo se pere na 90, kjer sem pač noter, no, ampak še enkrat neka stranska, mala vloga, si pa neizmerno želim ene res konkretne filmske vloge. No, imaš v mislih, kakšna bi ta vloga bila žanrsko, bi mogoče kakšno veliko žensko zgodovinsko igrala? Takoj. Pač to bi, recimo, blazno rada, kakšno, recimo, Marijo Antoineto, takoj, tudi, če rečem Napoleon, ne mora več Napoleon, ker je moška vloga, ampak ja, spomnim se tudi, recimo, Victor Hugo, to je pisatelj francoski Victor Hugo, da sem ga blazno rada brala in on ima noter te neke velike tragične ženske like in že takrat, spomnim, ker sem to brala, zdaj, jaz bi to igrala. To se pravi, v bistvu prav to neko močno, tragično žensko vlogo, to ali v zgodovinskem pomenu, ali v prenešenem pomenu, ampak to bi si zelo želela. Težke vloge, močne vloge, tragične vloge. Ja, tako se mi zdi tudi, da zdaj sem zrela za to, par let nazaj, mogoče še ne bi bila, ampak zdaj se mi pa zdi, da imam toliko neke globine ali pa življenjskih izkušenj, da bi lahko temu vlila prav ton, no, tako se mi zdi. Kako pomembne so te življenjske izkušnje za igralca? Verjetno nekdo pri 18 ali pa 35, to so svetlobna leta razlike. Ja, se mi zdi, da je valjda... To se ne da zaigrati, verjetno. Težko, razen če si res, ne vem, že pri 20 stara duša z recimo neko težko preteklostjo in da si potem res pozna, ko gledaš, pa si rečeš, tale človek je pa res marsikaj doživel. Ampak jaz mislim, da te izkušnje, ki jih ti dobiš kot človek skozi leta, da se to pozna, da to je nekaj, kar gre skozi pore, kar se vidi v očeh, kar pač težko se da to odigrati, no. Se mi zdi, da mora priti iz neke globine, doživete globine, no, tako. Katere so bile pa mogoče tiste, no, ki so tebe najbolj izoblikovale in iz njih črpaš, kadar imaš te težje vloge, te, ki ti dajo modrost v očeh?
Si pravim, po mojem celo življenje, no, nekako to, ki se mi je zgodilo do zdaj, čeprav nič ni bilo res tragičnega, ne, sploh ne, ampak se mi zdi, da glede na to, da sem kot mlada šla, pa da sem se morala vedno znova nekako prilagoditi na okolje, pa da je bilo vsakič težko, res je bilo, pa pol sem se vračala domov, pa je bilo jaz bi tukaj ostala, da je mogoče to, no, da mi je največ v bistvu dal neke izkušnje ali pa neke preizkušnje življenjske, no. Pa mogoče tudi tako, da se mi zdi, da je pač bolj starejši si, bolj pluješ skozi neke, kako naj rečem, neke še enkrat ne lih težke stvari, ampak težje stvari v življenju, ki se dogajajo pač v vsak danu, da pač ne, starši se mislim, ne bom šla zdaj v to, ampak da nekako čedalje bolj se tudi zavedam tega časa, ki mineva, žal čedalje hitrejš. Aha, hitreje mineva čas kot pri 20. Točno to, in da potem nekako si tudi rečem, ta čas ga je treba zdajle zagrabiti, pa izkoristiti, pa narediti iz tega nekako čim več, no, ali pa pač z ljudmi, ki so mi blizu, ki jih imam rada, da kar naenkrat se zavedaš, da ne bo to zavedno, ne, in je pol nekako, bi se tega tako uklenil nekako, no. Še enkrat si pravim, nič tragičnega, ampak se mi zdi, da vsakič si rečeš, ojoj, to jaz zdajle čutim, ali pa to se meni dogaja, ne. Koliko si pustiš živeti v trenutku, ali se tega učiš, si že od nekdaj imela to? Ja, ne moram drugače. Sploh, jaz recimo nisem človek planov, nisem človek projekcij, ne morem. Jaz sem nekako vedno imela tako, gremo z vsakim dnem posebej, bo kar bo, zelo rada se prepustim. Tako se mi zdi, da ne glede na to, koliko človek obrača, da življenje vedno obrne po svoje. To se pravi, da to sploh nima smisla, da pa bi tako, pa bo tako, ker pač ne. Zelo verjamem v to neko energijo življenja, v življenjsko pot, pač da se zgodijo stvari, kot se morajo, no. In da ne bi mogla sploh temu nasprotovati ali pa narediti drugače, ker bi na koncu vedno se obrnili tako, kot je prav. Ja. Potem te ne bom spraševala o načrtih za prihodnost, lahko pa kakšno rečeva o željah. Zdaj verjetno želja je, da bi tele predstave, ne šminka in sekirca, bile čim bolje obiskane, da bi nasmejale čim več ljudi. Še kakšen projekt sporedno poteka? Kje so še tvoje življenjske poti? Ja, točno to, kar si povedala, vse pa, da bo pač uspešno, da bojo ljudje radi gledali, da bom zdrava ves ta čas, ker imam res nor urnik, tako da to zvsem, da ne bom zbolela. Drugače pa, ja, jaz imam še zraven še predstave, ene par drugih. Jaz sem zelo veliko otroških predstav igrala, tako da v bistvu imamo še te otroške predstave, par gostovanj za odigrati, tudi še eno drugo predstavo, komedijo 1 na milijon, jih imamo tudi še nekaj, tako da je to v bistvu vmes v teh luknjah, ko ne bomo igrali šminke in sekirce, imam jaz pol še ta druga gostovanja. Drugače pa to je to, vedno zelo rada sinhroniziram tudi, tako da to upam, da bo kakšna risanka padla. Drugače pa nekaj, kar pa planiram, tega se pa vedno veselim, in pa potovanje čim hitreje, kakor bo šlo. Zdaj prvič res ne vem, kdaj bom lahko šla, ker ne vem pač, koliko bo predstava uspešna, pa do kdaj bomo igrali, ampak jaz imam vedno na koncu, se reče, ko bo pa to vse mimo, pa potovanje. Tako da to je nekaj, ni še čisto planiran, ampak kar si želim, Mehika, ja. Mislim, s partnerjem, tako da to je tam nekje na koncu, da potem pa Mehika. V bistvu ne vem, kaj ne želim, naj bo čim prej ta Mehika ali čim kasneje, ne? Ja, to je odvisno od uspešnosti predstave. Ja. Vsekakor ti želim, da jo vidiš, doživiš, takrat, ko bo namenjeno, ne. Najlepša hvala, da si vzela čas. Vse dobro vam želim tudi z Rebeko na odru. Midva upam, da se še kdaj vidimo. Tako, hvala najlepša za povabilo in za gostoljubje. Hvala. Hvala tudi tebi. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.